Aktivnost se izvaja v okviru projekta Prehod na sonaravno oskrbo s hrano in je sofinanciran strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru programa razvoja podeželja 2014 do 2020. Po nekaj letih Društvo podeželske mladine Ledine spet organizira vsakoletni dogodek, vendar tokrat v malce drugačni obliki. Letos so za obiskovalce namreč pripravili kmečko tržnico, kjer se bo kljub preteklemu vremenskem dogajanju predstavilo kar nekaj ponudnikov lokalnih izdelkov, zvečer pa za obiskovalce pripravljajo zabavni program. Več o sami organizaciji, dogajanju, namenu in udeležbi na dogodku je z nami spregovoril predsednik Društva podeželske mladine Kevin Frelih. Ali letos prvič organizirate tržnico v Ledinah? Ne, prvič ne, pred leti smo že organizirali razne tržnice, recimo na naši, en tak naš dogodek najbolj odmeven je bil od zrn do kruha, kasneje smo organizirali tudi kruha in iger dogodke, pa smo se pa bolj preusmerili na dogodke Rok Ledine, ki smo organizirali od leta 2014, ki je pa žal pa leta 2019 bil zadnjič organiziran zaradi raznih okoliščin in pa smo s tistim zaključili. Zdaj smo pa par let mirovali, zdaj smo pa rekli, da bi pa lahko mladina iz podeželja zopet neki ustvarili en dogodek in pa smo se odločili za kmečko tržnico in zvečer zabavo. Kdo pa je glavni organizator dogodka? Glavni organizator dogodka je Društvo podeželske mladine Vrstnik Ledine. To smo vsi mladi iz ledinske planote, ki se radi zabavamo in organiziramo take dogodke. Kaj pa sploh je namen tega dogodka, zakaj ga pripravljate? Večji namen tega dogodka je, da se lokalni ponudniki in kmetje predstavijo na naši tržnici, da jih tudi ljudje širom občine in drugih krajev opazijo. V večernih urah pa je zabava namenjena tako mladim kot starim. Omenil si že, da ste za obiskovalce pripravili tržnico. Kaj vse ste poleg tega še pripravili letos? Letos smo pripravili zraven tržnice še zabavo skupino Čikas, ki se bo odvijala v večernih urah. Ali pričakujete veliko udeležbo? Upamo na čim večjo udeležbo, sedaj, ko je bila ta naravna ujma, verjamemo, da je veliko ljudi odšlo na pomoč, ampak upajmo, da bo tudi veliko v Ledinah. Komu pa pravzaprav sploh je namenjen dogodek? Ljudem vseh starosti ali mlajšim? Dogodek je namenjen prav vsakemu mladim in starim. Se ga ponavadi udeležijo tudi obiskovalci iz drugih krajev ali samo iz Ledin in bližnje okolice? Večinoma ljudi je iz Ledin in bližnje okolice, upamo pa tudi na čim več ljudi iz drugih krajev, da obiščejo našo planoto. Bo dogodek izveden tudi v primeru slabega vremena? Dogodek bo izveden v primeru slabega vremena, ampak bomo mogli tržnico preseliti nekam pod streho, drugače veselica pa bo. Kje pa se bo dogodek odvijal? Dogodek se bo odvijal v Ledinah, po domače na Plati, kjer je že kraj ljudem poznan. Kaj pa lahko obiskovalci pričakujejo ob udeležbi praznika v Ledinah poleg zabave? Na tržnico bo prišlo kar nekaj ponudnikov, tako kmetov kot drugih izdelovalcev. Žal nam je zadnji teden odpovedalo kar nekaj ponudnikov zaradi te naravne ujme, ampak upajmo, da bo vseeno zelo v redu. Društvo podeželske mladine tako vse poslušalce lepo vabi, da se jim pridružijo na dogodku, da se skupaj poveselijo in da pripomorejo k večji prepoznavnosti ponudnikov lokalnih izdelkov.